Gospod Janez Janša, danes bomo predstavili vaše 3 knjige, in sicer 25 let pozneje, 3. dopolnjeno izdajo Premikov in pa knjigo Za kulturo življenja. Prva knjiga, 25 let pozneje, govori o procesu proti četverici. Letos 31. maja je namreč minilo 25 let, odkar je služba državne varnosti aretirala Janeza Janšo in Davida Tasiča, oba znana po kritičnem pisanju Tedniku Mladina, ter Ivana Borštnarja, pripadnika vojske. Vse 3 osumljene izdaje vojaške skrivnosti. Zakaj se pravzaprav šlo pri tej vojaški skrivnosti, tako imenovanem zaupnem povelju številka 5044-3, in kako je v ta proces so bili vpleteni Tasič, Borštnar in Zavrl. Pri vas so našli tudi stenogram razprave z predsedstva centralnega ZK Jugoslavije, kjer je govora tudi o aretacijah in vojaški represiji. Ja, hvala lepa, hvala za ta lep uvod, ki je že odgovoril na del vprašanja. Hvala za vabilo, hvala vsem za to udeležbo, hvala tudi za tole, za te udobne sedeže tukaj. Tako da upam, da ne bo predolgo zaradi tega. Še je zaradi tistih, ki pač nimate sedežev, tukaj je še nekaj prostora, tako da če kdo težko stoji, lahko tudi odgovarja. Kar se tiče tega povelja, kdo je prebral Premike, knjiga je išla v prvi izdaji že od davnega leta 92, in se pa že marsikaj pozabilo, ampak tisto povelje, takšno, kot sem ga jaz imel, ni povedalo veliko, ker ni imelo nobenih atributov vojaškega dokumenta in jaz pravzaprav do aretacije nisem vedel, je tisto pravi dokument, je tisto del pravega dokumenta ali ni, ali je to kakšna provokacija. Tudi nisem vedel, da je na uredništvo Mladine to prišlo preko Ivana Borštnarja, ker ga pač nisem poznal. Potem, ko smo v sodnem spisu oziroma na samem sojenju videli cel dokument, se je seveda slika sestavila. Celoten vojaški dokument je bil v bistvu priprava jugoslovanske armade na izredne razmere, govorijo o tem, kako se ustanovijo posebne enote vojaške policije za primer demonstracij, kakšni ukrepi se izvedejo v vojašnici in tako dalje. Kot že rečeno, samo iz tistega dela, ki je krožil, jaz sem bil eden od mnogih, ki je imel tisti kvartir. Če bi kje druge naredil preiskav in to tudi pravzaprav našli. To je bil so tak samo izgovor za aretacijo. Ampak dejansko, jaz nisem vedel, da gre za pravi dokument ali ne. Da ta magnetogram neke seje partije v Beogradu, ki ga omenjate, je bil predvsej bolj nazoren, kar se tega tiče, ker tam so po odkrito razpravljali o tem, ali bo prišlo do izrednih razmer v Jugoslaviji, aretacij in tako naprej. V dokumentu se je videlo zelo nazorno tudi, kakšne so razmere takrat v Jugoslaviji, stališča posamičnih republiških oziroma nacionalnih partijskih organizacij. In recimo takrat, ko je bila ta preiskava, pa še tisti magnetogram je bil označen za državno tajnost. To je bila stvar, ki je mene skrbela v smislu procesiranja. Nisem pričakoval, da bo na koncu razlog za aretacijo, zapor, pripor, obsodbo in zapor, pač nek dokument brez glave in repa. Sem se pa bal, da bi znali procesirati posedovanje tistega magnetograma, za katerega smo vedeli, da je pač avtentičen dokument. O tem so sicer nekateri študentski časopisi takrat pisali, ampak nihče se ni upal stvari direktno citirati. Do
do uporabe vojaškega dokumenta za sam proces je seveda prišlo zaradi tega, ker so Kučan in tovariši ocenili, da bi v primeru procesiranja partijskega magnetograma sojenje bilo na civilnem sodišču in seveda tega evropskega postanja niso hoteli sami pobirati žerjavce. V primeru vojaškega dokumenta pa je po takratni zakonodaji, po tajnih uradnih listih bila pristojna jugoslovanska armada in zaradi tega se je odločila, da pač uporabi to podlago. Tako da so računali na to, da znebili se bomo pač nekoga, ki je takrat delal neko kao neodvisno ljudinsko organizacijo, ki je zapisalo program, da se je borila za oblast. Po drugi strani bo pa to seveda en tak signal tistim, ki si tudi preveč upajo v Sloveniji, naj se malo umirijo. Hkrati pa si bodo še roke umili, ob tem, ker bo umazano delo opravlja jugoslovanska armada oziroma jugoslovanska represija. Tako da, rekel, načrt je bil zvit, tako kot njegov avtor, ne? In samo temu, da je bil ustanovljen odbor za varstvo človekovih pravic in da je Slovenija takrat ostala v tem smislu, da so bili protesti in zborovanje samo temu se imamo zahvaliti, da se je stvar relativno srečno končala, drugače bi šlo vse po načrtu, v tistem načrtu bi bilo, da dobimo po 15 let zapora in stvar opravljena. Tretji dan po aretaciji vas je v bistvu politična policija prepeljala v vojaški zapor na Metelkovi v Ljubljani. Ta poseg vojaške v civilno sfero je napovedoval, da bo sojenje pred vojaškim sodiščem in ne slovenskem jeziku, čeprav se v bistvu vse dogajalo v Republiki Sloveniji, kjer je bil uradni jezik slovenščina. Kaj, ko ste bili zaprti ali pa na sodišču, je bilo za vas najtežje razumeti ali pa sprejeti? Mogoče je bil najtežji šok ravno zavest, da pač sredi Slovenije, sredi Ljubljane obstaja nek vojaški zapor, kjer slovenščine sploh ne poznajo, pravzaprav, kjer velja neka zakonodaja, za katero dobro, mogoče bi se jo dalo prebrati, ampak dokler nisem imel neposrednega opravka z njo, nihče ni prišel v stik z tem, skratka, šok je bil, da obstaja neko tuje okolje. Leta 1988 je vendarle v Sloveniji takrat kazalo, da prihaja do neke otoplitve, tudi govorilo se je o nekem socializmu po meri človeka. Nek veter sprememb je bil v zraku, takrat v celotni Evropi, potem pa srečaš nek zapor z sliko Lenina, Stalina ni bilo, Lenin pa je bil na steni, Dragan Tita, pa neko zakonodajo, v kateri je pisalo, da obstaja vojaška sodišča, ki te lahko sodijo na tajnem procesu, brez zagovornika, in seveda vse v hrvaškem jeziku, s tem, da to zadnje, ki se je takrat v javnosti zelo poudarjalo, in je bil velik problem, seveda ga je tudi uradna politika naredila kot velik problem. Za nas takrat zapora ni bil ravno največji problem, ker če ti grozijo, da te bodo obsodili na 15 let zapora, je pravzaprav vseeno, ali bo sodbo v katerem jeziku bo sodba. Tako, od znotraj to v tistem trenutku niti ni delovalo tako šokantno, ker se je vedelo, da je v jugoslovanski armadi uradni jezik, srbo-hrvaščina, proti temu smo se pač borili. En od razlogov za moj zapor je bil tudi nek članek, ki sem ga objavil o problemih na temo enakopravnosti jezikov v jugoslovanski armadi, pa so mi tudi zelo zamerili, so pač mislili, da oziroma so učitali, da čim govoriš o enakopravnosti jezikov v vojski, da je to že podlaga za, kot so rekli, nastanek republiške vojske oziroma za
neke odcepitvene vojske. Čeprav to dejansko ni tako. Enakopravnost jezikov bilo podstavljeno tudi znotraj takratne armade. Seveda pa neke stvari gredo skupaj, nekatere stvari ne gredo skupaj in v bistvu so oni bolj vedli. To je neka stvar nevarna, kot morda tisti, ki smo včasih kakšno zadevo napisali, pa se nismo čisto zavedali, kaj smo govorili. Potem dejanske politične posledice nekih nenormalnih razmerov. Če greste danes na Metelkovo, tam, kjer je bil prej tisti vaški zapor, je en tak prijeten mladinski hotel Celica, ime je ohranjeno, drugače pa stavba prenovljena, mogoče se po gabaritih tistih sobic vidi, kakšne so vesenice, kakšne je bilo tam podzemlje. Drugače pa neposrednih fizičnih ostankov ni več. Če bi pa takrat kdo prišel v to okolje, bi pa dejansko po mojem doživel tak šok, kot sem ga jaz, ko pač sred Ljubljane doživiš neko okolje, ki je kakšnih 100 let nazaj, po vsakem primeru, po izgledu in po sami vsebini. Na drugi strani pa je Igor Bavčar ustanavljal odbor za varstvo človekovih pravic. Ste bil kaj seznanjen s tem, oziroma kako so do vas prihajale novice o odboru? Za odbor mi je v bistvu potem že tik pred sojenjem konkretno povedal nek vojaški zagovornik, ki smo ga dobili po uradni dolžnosti, ker so nas sodili na tajnem procesu, seveda nisi mogel imeti odvetnika in sodišče ti je potem določilo nekega pravnika iz sestava jugoslovanske armade, se pravi oficirja, ne odvetnika, ampak pravnika, tak so ga določili meni, se je ukvarjal z pridobivanjem gradbenih dovoljenj za gradnje vojaških objektov, skratka pojma ni bil o kazenskem in procesnem pravu. Jaz sem bistveno več vedel, ker sem prebral te zakone. Jaz njemu pomagal sestaviti in njegovo zaključno besedo, da je moral imeti. Je pa bil po narodnosti Hrvat, Mihajlo Krpan, zdaj že pokojni, in je bil, bom rekel, pošten človek. In je tudi, že potem, ko so se dobila po procesu, povedal, zakaj so njega spravili. Zagovornika, ki je v območju 9. armade je bilo v vojski več pravnikov, ampak oni so se trudili, da bi se nam naredili največjo škodo in so gledali po tistih dosjejih, oziroma življenjepisih teh oficirjev pravnikov. In ta, ki je formalno mene branil imel, je bil enkrat, 10 let prej, obsojen pogojno že sam zaradi, kot so rekli, vzhodnega odklona. Pri njemu so namreč nekje na službeni mizi enkrat najti neko revijo v ruščini, o neki vesoljski tehniki, skratka naročen je bil na rusko revijo, znal je rusko, zato se je zanimal in je bil takoj sumljiv, takrat je neka preiskava potekala o nekih ostankih Informbiroja, in so še njega vtaknili zraven za številko, je bil zaradi tistega, ali preiskavi, mislim, da obsojeni bil, ampak je v preiskavi, skratka imeli so ga za bolj prosovjetskega in so potem rekli, aha, ta je bolj prosovjetski, ta ga sigurno ne bo zagovarjal, ker on je pa bolj prozahodno. Neka taka kombinacija. Ampak po srcu je bil dober človek, se da je totalno nesposoben kot pravnik, ker to ni bila njegova specialnost in takrat, ko je imel nekoliko več časa oziroma ko so ga sploh spustili do mene, brez nekega
nadzora nekoga, ki bi razumel, straži itak stala pravno, nekoga, ki bi razumel, kaj se dogaja. Ker takrat so bili znam vedno tudi preiskovalci, včasih mestno gostica ni kakšno stvar povedal, nekajkrat mi je prinesel med temi akti tudi nekaj izrezkov iz časopisov in z tega sem jaz ustvaril neko sliko, kaj se dogaja. Pa ko so nas vozili iz Metelkove na Roško v zaprtem kombiju vojaške policije, čez neko šprametom opozoval okolico in enkrat, ko smo stali pred semaforjem, sem uspel videti plakat, ki je vabil na zborovanje, ki bo itak že mimo, ampak plakat je še bil na tisto zborovanje v Sloveniji 21. junija na Kongresnem trgu. Tisto je bil zame nek šok, v tem smislu, ker si nisem predstavljal, da se te stvari zunaj dogajajo. Potem se je dalo nekako sliko sestaviti in ko so nas posodili na Roški, je pa itak, se je slišalo, kaj se zunaj dogaja. Mi smo pa te izolacije imeli kakšne res popolne slike ostali. Boždan in Tasič ste zaprta v istem zaporu, celo v istem nadstropju, ampak v drugih samicah smo bolj srečali spod. V času nismo vedeli, da še zaprta dva ste imela manj teh informacij, ker sta imela tudi slabše zagovornike v tem smislu, ki so nam treba. Tako da, če potegnem črto, Slovenija, ki sem jo nekako zapustil ob aretaciji 31. maja 1988, se je spremenila v tistih 2 mesecih, ko smo bili izpuščeni po sojenju na prvi stopnji konec julija. In ko sem sploh za nazaj prav, kaj se je vse dogajalo, skoro nisem mogel govoriti. V 2 mesecih se je ogromno zgodilo. Takrat je bil narejen nek velikanski kvantni preskok v slovenski zavesti, ki je potem omogočil vse tisto, kar se je dogajalo z demokratizacijo in samostojitvijo. Tudi danes je najbolj popolnoma jasno, da se nič od tega, ali pa vsaj v takšni meri ne bi zgodilo, če ni bilo to vsaj delo organizirano. Če ne bi nastal nek odbor za varstvo človekovih pravic, ker so bili najprej 4, pa potem 14, pa potem 40 in na koncu 100,000, več kot 100,000 članov, verjetno tudi mnogi med vami. To je spremenilo stvar. Če ne bilo neke organizacije, če ne bilo tistih prvih, ki so to začeli, je veliko vprašanje, kako bi se zadeva končala tudi zame osebno. Ker na tem istem zaporu nismo bili samo mi, pa tudi veliko drugih. Na tem istem sodišču so vsak teden tudi prej na tajnih procesih, brez odvetnikov, sodili mnogim ljudem. V teh zadnjih letih takrat predvsem vojakom albanske narodnosti, ki se praktično izločili takrat iz jugoslovanske armade, ampak tudi civilistom. In mnogi so izginili zavedno, tudi v 70. in 80. letih, ne da bi tisti, ki smo tam po Metelkovi hodili včasih, pa šli tam kakšen bifek, da je sploh vedeli, kaj se dogaja, nekaj metrov stran. To je bilo neko podzemlje, organizirano, sistemsko vzpostavljeno podzemlje, ki je delovalo, pa se večina tega ni zavedala. Druga knjiga, 3. dopolnjena izdaja Premikov, govori o obrambi nastanku slovenske države v časovnem loku od 1988 do 1992. Naj povemo, da je knjiga dosegla že naklado 70,000 izvodov, približno 63,000 je bilo izdanih v slovenščini, 7,000 pa v prevodih v hrvaškem, nemškem in pa angleškem jeziku. Opisuje torej zlato dobo Slovencev, ko je bil narod enoten, čeprav vse pa vendarle ni bilo tako rožnato.
Aprila 1990 je bil Demos izvoljen na prvih večstrankarskih volitvah po drugi svetovni vojni. Kmalu zatem maja ste zasedel položaj obrambnega ministra. V istem času je do vas prišel tudi Anton Krkovič in vam povedal za razorožitev teritorialne obrambe. Kako ste reagirali na to novico, kako ste se sploh znašli v vlogi obrambnega ministra in kaj je novica o razorožitvi teritorialne obrambe pomenila za nadaljne delo vlade? Zdaj, če bi želel na vse odgovorno prva 3 poglavja, praktično prebrati, sem skušal njegove malo skrajšati. Pravzaprav, jaz takrat nisem minister za obrambo, ker ministrstev republike v nekdanji Jugoslaviji niso imeli, uradni naziv je bil sekretar za obrambo, oziroma sekretar za ljudsko obrambo, ki to je bila bolj upravna funkcija kot rekel, to, kar je danes ministrstvo za obrambo, ali kar je potem nastalo. Zdaj, neke pristojnosti so bile tudi po takratni zakonodaji v zvezi s teritorialno obrambo, ampak kot ste rekli, isti dan, ko smo mi prisegali kot nova Demosova vlada, je jugoslovanska armada začela razoroževati to teritorialno obrambo. In v času razprav v parlamentu, oziroma takratni skupščini so prihajale vesti iz občin. Dobivali smo te podatke predvsem od takratnih županov oziroma predsednikov občinskih skupščin, ki so bili v zboru občin, večinoma tudi delegati, in so jih njihovi poveljniki, oziroma so jih občinski poveljniki teritorialne obrambe, če jim je bilo rečeno, da to ne smejo, vseeno obveščali, kakšne ukaze so dobili. In isto dopoldne, ko je potekala razprava pred imenovanjem vlade, smo v bistvu dobivali te prve informacije o razorožitvi, tako da ko sem jaz potem popoldan prevzel resor od mojega predhodnika v Šinigovem izvršnem svetu, to je bil Kušar, kako me je bilo ime, kasneje je bil predsednik Desusa, celo. Skratka, moj predhodnik je rekel, da pojma nima, da razorožuje teritorialno obrambo. Prvič slišim. Naslednji dan smo že ugotovili, da se je zlagal. Da je bil vseeno obveščen, da je bilo to usklajeno, pripravljeno. Prejšnja socialistična oblast se je v bistvu dogovorila z jugoslovansko armado, da to razorožitev naredijo v tistem mestnem času, tako da odgovornost ne bo več padla na staro oblast, novo pa ne bo mogla nič narediti. To je bilo spet enako zbito in verjetno izraslo na pol istega avtorja kot proces JBTZ. Skratka, nekomu škodovati, vendar pa odgovornost prenesti na nekoga drugega. In tisto je bil dejansko en tak strateški udarec z eno potezo proti programu Demosa, ki je zmagal na volitvah. V tem programu je pisalo osamosvojitev in suverena Slovenija, oziroma demokratična in suverena Slovenija, to sta bila 2 ključni točki Demosovega programa. V istih razmerah govoriti o osamosvojitvi že ni nikogar motilo, da bi pa kaj praktičnega lahko naredil, razorožen, to pa je bilo tudi vsem jasno, da se ne da. Tako da od prvega dne je bil to ključen problem nove Demosove oblasti in pač obisk Antona Krkoviča, ki ste ga omenili, ni bil pomemben v tem smislu, da smo od njega zvedli, da se pobira to orožje, ker to se je vedlo že prej. 2 druge stvari sta bile dragocene. Ena je ta, ko je on natančno opisal, kako se je to zgodilo v Kočevju, kjer je jugoslovanska armada pobrala vse orožje in je on prej tam nek občinski sekretar za obrambo in je pravno naletel na to nalaganje zabojev z
občinskim orožjem za teritorijalno obrambo in je vprašal lokalnega poveljnika teritorijalne obrambe, ki je stal zraven, kaj se to dogaja. Tam je on mirno rekel, pač vojska odvaža orožje, boš, da ga vzamejo oni, kot da ga dobi Janša. Ta odgovor je povedal več stvari. Ne? Tista, ki je bila zame pomembna, je bila ravno to, kar sem prej govoril, da gre tukaj za nek dogovor, ne? Za katerega tudi prej nismo zvedeli za to, kaj se dogaja, ker bi se, če bi informacija prišla prej, bi se večji del razorožitve dalo preprečiti, zato ker je vlade še ni bilo, ampak skupščina je bila že konstituirana in seveda predsedstvo republike, ki je imelo več pristojnosti kot vlada na vojaškem področju, je že obstajalo. Tisti predsedstvo, ki so za to vedeli, so to na nek način so načrtovali. Dva, ki sta bila pa tam z vrst Demosa, pa seveda za teh informacij nista imela. In druga stvar, ki je seveda pomembno z Estrim obiskom, je to, da je bil Krkovič eden od tistih, oziroma prvi, ki je dejal, da je pač treba nekaj narediti, da ne moramo kar gledati, kaj se dogaja, glede na to, da je bil on iz teh struktur, ker je bil prej operativc v zaščitni brigadi teritorijalne obrambe, je poznal veliko ljudi po Sloveniji iz teh občinskih in pokrajinskih štabov za teritorijalno obrambo in on je potem začel organizirati to mrežo, ki je kasneje dobila ime manevrska struktura narodne zaščite. To je bila v bistvu neka zasilna oborožena moč Slovenije takrat, ki je omogočila, da smo sploh razpisali plebiscit. Če tega ne bi imeli, bi nek plebiscit o samostojnosti, čista avantura, ki bi jo lahko prekinili, kadar bi hoteli. Koliko so mislim, da je volno. To jim ni uspelo in tukaj smo jih v teh pripravah prehiteli. To strateško prednost, ki so jo dobili za razorožitvijo teritorijalne obrambe, smo mi potem izničili v tistem letu priprav do razglasitve samostojne Slovenije, bi bilo zato treba zdogarati. Kaj pravzaprav pomeni ta pojem slovenska pomlad in katere vrednote združuje? No, vse to, o čemer so govorila v zvezi z to prvo knjigo, se je dogajalo spomladi. Maja, junija in po času tega dogajanja, teh zborovanj, Roško, da ste potem že poleti, začelo se je pomladi, je to gibanje dobilo ime. Če bi se dogajalo jeseni, ne vem, kakšno ime bi bilo. Verjetno ne bi bilo ime po letnem času, to se je slučajno pokrilo. Ni pa to ravno neko izvirno poimenovanje. Veliko teh premikov, ki so se dogajali takrat v 80-ih letih oziroma ob padcu Berlinskega zidu, pred in po padcu v Evropi, je dobilo neka takšna ime, recimo praška pomlad in tako naprej. Pomlad je privlačen pojem za opis nekega časa, ker prihaja do nekih sprememb. Kar se vrednot tiče, pa je verjetno en tak ključen ali pa najglasnejši klic, ki je prišel iz tistih časov, bil klic po normalnosti. Zdaj so se naenkrat zavedali, da ne živijo v normalnem sistemu. Marsikdo se prej s tem niti ni kaj dosti na ravni zavesti ukvarjal, bodi si, ker se mu je zdelo, da je to nevarno, bodi si, ker do tega pač ni prišel. Potem pa se je naenkrat razšila ta informacija. Živimo v državi, kjer vojaška sodišča sodijo civilistom, lahko na tajnih procesih, v tujem jeziku, in to je seveda odprlo številna samo spraševanja, tudi reakcije, tudi jezo ljudi in seveda
iz tega se je, te zavesti in samo spraševanje se je potem razvilo hotenje po drugačnem, načem drugačnem in seveda, lahko zdaj govorimo o tem, da se je takrat rodili zametki demokracije in želje po suverenem, samostojnem življenju in tako dalje. Nek tak prvi občutek je bil verjetno želja po normalnosti. Ne. Slovenci so deloma vedeli, deloma smo pa to podzavestno čutili, da je on stran teh jugoslovanskih meja na zahodu vendarle neko bolj normalno življenje, ker se posameznika spoštuje, ker je dokoplačevalec vendarle nekdo, ki odloča, ker so volitve takšne, da lahko izbiraš med več strankami, ne, v Jugoslaviji tega ni bilo, kjer ni benzina na bone ali pa kjer ni treba iti v Trst po kavbojke pa po kavo, kot se je hodilo iz Jugoslavije, ker ni treba čakati na meji 3 ure za to, da te potem nek carinik v srbščini tam nadela in maltretira. Veliko tistih stvari je bilo, ki so bile takrat naenkrat zelo jasno zoperstavljene temu stanju, v katerem smo živeli. Nazaj se ni več dalo. So celo te uradne družbeno-politične organizacije od partije do SZBL-ja začele posvajati ta isti besednjak. Ne bom rekel, da vrednote, ker vrednot niso posvojili, ampak besednjak pa. In glej ga zlomka, malo po tistem, ko je bil ustanovljen ta odbor za človekovih pravic, oziroma, ko so rekli Bavčarjev odbor, je takoj še SZDL ustanovila odbor za varstvo človekovih pravic, kamor so dali na čelo Bolcona, dr. Ljubota Bolcona, podpredsednik bil pa Danilo Tirk, ki je takrat bil že poklicni funkcionar na SZDL-ju. Proti neke civilne družbe so postavili nek uradni mastodont, ki je imel nekrat veliko denarja pa strokovne pomoči, tudi zaradi tega, da bi imeli zmanipulirali tujino. Ker ko so potem tuji novinari, so takrat začeli hoditi v Ljubljano, sprašvali po odboru z varstvo človekovih pravic, so jih napotili na SZDL, Bolconu, pa na ta odbor, če što je ta odbor, to je to. To je bil, tujci niso poznali teh razmer, recimo zame, ki sem to pravo študiral v zaporu, sem tam bral kazenski zakon, ki ga je Bolcon napisal, vključno s 733, se pravi verbalnim deliktom in vsemi kaznimi, ki si šel sedeti potem zakonu, če si en vic povedal politični. Potem, ko sem bil na dobu v zaporu, že po pravomocnosti sodbe, sem tam srečal enega barja z Maribora, ki je bil obsojen na 3 leta, ker je pač povedal en vic o maršalu Titu. Nekaj na temo odrezane noge, mogoče ni bilo pietetno, pa to bilo nekaj kaznivno. Ker je bil 3 leta za to, ker je pač neki gostilni povedal ta vic in ga je nekdo izdal, tam nekova duha. No, zakon, ki je omogočil takšno kaznovanje, je napisal dr. Ljubo Bolcon. Nekaj let prej, leta 1988 je pa postal predsednik odbora za varstvo človekovih pravic. Naj bi ščitil ljudi pred posledicami zakona, ki ga je sam napisal. Bilo je to popolnoma absurdno, ampak njihova propaganda je bila močna in veliko ljudi je takrat nasedlo. So rekli, zdaj pa to nekaj bomo, zdaj pa je tudi oblast ustanovila odbor za varstvo človekovih pravic. Kakorkoli, neki pojmi so prodrli, če je prej govoril o človekovih pravicah, je bil takoj obsojen pa obtožen za prozahodno propagando, če što je besednjak kapitalistov, v socializmu, ne moramo govoriti o varstvu človekovih pravic, ker jih nihče ne krši, to je idealen sistem. Te teme sploh ni bilo.
Potem se je to vseeno udomačilo in s tem, ko so neki pojmi dobili domovinsko pravico, kakorkoli so se zlorabljali, se je prostor širil. Enkrat se je dalo razpravljati tudi o politični konkurenci, o tem, da bi bilo lahko več strank na volitvah. Če si to predlagal do leta 88, je bilo to kaznivo. Je bilo to kaznivo po kazenskem zakonu, ki ga je tudi bolcom pisal. Ni bilo dovolj, tam se vaši generaciji to mogoče tudi smešno in absurdno, ampak tudi v teh bolj pohlapnih letih, saj mislimo, da so takšne, leta 87, 88, ni bilo v javnem besednjaku kakšnih zahtev po večstankarskem sistemu. To se je smatralo za kontrarevolucijo. Zaradi tega je bil tisti program, ki smo ga napisali za neko novo mladinsko organizacijo, ki pred mojo aretacijo smatram kot takšna provokacija. Ker tam smo napisali, v bistvu je šlo za eno skupino študentov, ki je hotela pač nek premik in so iskali nekoga, ki bi pač kandidiral, takrat so bile v takratni mladinski organizaciji volitve. Noben od nas ni bil več članom, glede na to, da je navidezno bil postopek odprt, vsak je lahko kandidiral. Smo ta program napisali, so proglasili za kandidata. Mi smo pričakovali, kakšne bodo reakcije. Mi smo že sam program napisali na očitke, da je to boj za oblast, odgovarjamo pozitivno, odgovarjamo da. To je boj za oblast, zakaj je bila oblast rezervirana samo za nekatere. To je bilo vse malo prehuda aretacija, mislim, provokacija in odgovor je bila aretacija. Leta 2007 je vaša oziroma naša vlada preimenovala letališče Brnik v letališče dr. Jožeta Pučnika. V knjigi ste zapisali, da je Jože Pučnik svetilnik upanja in poguma. Kakšen odnos ste imeli z njim? No, najprej glede na neko serijo pohvalnih besed, ki sem bil jaz deležen tukaj in počaščen se zato zahvaljujem, ampak kljub temu na ljubo korektnosti in resnice, človek, ki je ključen v slovenski osamosvojitvi, je dr. Jože Pučnik. To je treba vedeti. Dr. Jože Pučnik je v to smer delo o tem razmišljal in tudi nosil posledice že včasih, ko mi sploh nismo vedeli še, da smo dobro na svetu. Sem jaz rojen, on je bil sredci. In tudi v tem ključnem času, se pravi v času osamosvojitve, ko je bil on predsednik Demosa, je bil on tisti, ki je na tej liniji osamosvojitve dejansko držal skupaj koalicijo, ker je bilo 7 strank. Kasneje, ko sem po mnogih letih bil jaz v tej vlogi, ko sem bil vodja neke koalicije, pa šef vlade, pa je bilo v tej koaliciji 5 ali pa 4 stranke, sem šele razumel, kakšno garanje je bilo to v tistih visokih časih za Jožeta, ki formalno sploh ni imel te funkcije vlade. Ko bil predsednik koalicije, ni pa bil predsednik vlade, imel nekaj čist formalne moči. Je pa dejansko on skrbel za to, da je Demos uresničeval svoj predvolilni program. Če njega ne bi bilo veliko vprašanje, kako bi se stvari odvile, oziroma veliko vprašanje, ali bi v tistih kratkih rokih, tisti kratki niši, ko je bila ta priložnost odprta, dejansko naredil vse, kar je bilo potrebno narediti za to, da se je Slovenija osamosvojila. To dvomimo, jaz moram reči, da
dvomim, da bi brez te njegove vloge, ki je bilo fokusirano v to točko, uspeli. Jaz sem se pač ukvarjal z področjem, za katerega sem bil zadolžen v vladi, bil sem tudi v vodstvu Demosa in tako naprej, zato pač govorim iz prve roke o tej njegovi vlogi, ampak tudi zaradi tega, ker je izgradnja tega zasilnega obrambnega sistema vzela 25 ur na dan praktično, jaz te vloge tudi objektivno takrat ne mogo upravljati. In tudi ne bi mogel, bil oseba z nesporno avtoriteto, tudi zaradi tega, ker on je, ko se je Demos ustanovil, kakšne hude konkurence za vodenje Demosa ni bilo, kakšne ni bilo kakšne velike grebaže za to mesto. To je bila politična funkcija izven takrat sistema in preko legitimnosti. V bistvu, če bi upoštevali takratno zakonodajne predpise, je s tem, ko je dr. Jože Pučnik postal predsednik Demosa, postal de facto vodja kontrrevolucije v Sloveniji, po takratni zakonodaji. In tudi reakcije so bile takšne. Generalni jugoslovanski državni tožilci sprožili nekaj postopkov proti njemu. Tukaj v Sloveniji so sprožili postopke proti njemu. Tako da marsikdo, ki danes veliko govori v tistih časih, moral priznati, da takrat ni bilo ravno dolge vrste za to funkcijo, ker je bilo treba imeti veliko poguma za nje. Tudi v tistih ključnih časih tam je bilo med plebiscitom in samo osamosvojitvijo je bilo neko obdobje, kjer je bilo kar nekaj tavan, ker je zaradi teh reakcij, ki so iz tujine prihajali. Kdorkoli je prišel iz tujine na obisk, bodi si Ljubljano, glavnem po Beograd, je rekel, da ne bo priznal nobene republike. Še ameriški državni sekretar, minister za zunanje zadeve, James Baker, ki je bil 4-5 dni pred osamosvojitvijo na obisku Jugoslavije in Beogradu, je rekel, nikoli vas ne bomo priznali. To je vplivalo na ljudi, tudi znotraj Demosa, tudi znotraj takratne vlade. 2 meseca pred ključnim dnem osamosvojitve sta recimo iz vlade izstopila Jože Mencinger, ki je bil podpredsednik za gospodarstvo, drugi človek vlade. Izstopil je zato, ker je rekel, da ne verjame v osamosvojitev. Danes verno hodi na te obletnice, ko se stane tako imenovana osamosvojitvena vlada, čeprav on ni del te vlade. Drugi, ki je izstopil iz vlade 2 meseca pred osamosvojitvijo, je bil Marko Kranec, prejšnji guverner Banke Slovenije. Iz istih razlogov. Ampak to se jim je štelo v dobro, ne v slabo, v tej situaciji, ki je pač nastala po osamosvojitvi, ko so bili praktično vsi tisti, ki so osamosvojitvi nasprotovali tako drugače nagrajeni. O tem govori ena druga knjiga, ki je nimamo tukaj na mizi, sem je povedal zunaj. Polica, to je bela knjiga slovenska osamosvojitve. Ta knjiga z dokumenti razlaga pač dodatno to pripoved, ki je tudi v Premiki. Ta spopad med Majniško deklaracijo in temeljno listino. Tam v sredini pomladi 91, po plebiscitu, kjer je velikanska večina Slovencev in Slovenk, tudi kar en del drugih, ki se želeli takrat pri nas glasovalo za osamosvojitev. Kljub temu 3 mesece po tistem ni bilo ravno sigurno, da bo izvršilna in zakonodajna oblast osamosvojitev izpeljala. Še bilo Jožeta Pučnika, ki je bil tukaj dejansko neomajen, nepodkupljiv, nam ga se ni dalo vplivati, to kot nekoga drugega. Nikoli ne moramo za nazaj reči, kaj bi bilo, če bi bilo
To so vse špekulacije. Bil je ključen človek, bil je človek, ki je na teh prelovnih sestankih, ko so bila ta oglevanja, pa kaj, če bi malo počakali, pa mogoče bo drugo leto boljši čas, pa ne bo razve tveganja. No, je rekel, ne bo boljšega časa. Ne. Če ne bomo naredili zdaj, z tega ne bomo nikoli naredili. On je, mislim, smo govorili bitke, no, Majniško deklaracijo in temeljno listino. Temeljno listino so podpisali tisti, ki so želeli Slovenijo v Jugoslaviji. Majniška deklaracija pa je govorila o samostojnem življenju. Žal so potem po letu 92 v Sloveniji večinoma prevladovali tisti, ki so podpisali temeljno listino in zaradi tega je danes Slovenija v krizi. Živimo v času, ko mladi o slovenski osamosvojitvi ne vemo veliko. Sploh v šolah temu ne posvečajo prav veliko pozornosti, jaz konkretno nisem o tem slišala nič. Zapisali ste v knjigi, da je manipulacija bila 2 desetletji tako intenzivna, da so mlade generacije, ki so v tem času odraščale, o problemu tako imenovanih izbrisanih lahko iz več mogočih javnih občil izvedela vsaj 10-krat več kot v vseh ukrepih, ki so omogočili nastanek slovenske države. Zakaj po vašem mnenju vlada taka medijska tišina, zakaj šole ne učijo tisto, kar bi morale? Zato, da imajo prostor, da učijo tisto, kar učijo. Ne? Če bi učilo samosvojitev, potem bi učili tisto, kar je bilo. Zdaj bi to Majniška deklaracija, ne? Zdaj pa je učbenik jih temeljna listina, če zelo poenostavi. Kako je z tem učenjem mlade generacije, vi lahko več poveste kot jaz, oddaleč. Vidim, kakšne so posledice, vi ste lahko to neposredno spremljali. Oni pa seveda vsa mlada generacija je takšna. Drugi ste vi dokaz za to. Vendar pa seveda eno, če ti zaradi vlastnega interesa, razgledanosti in zavesti pridobivaš ta znanje, ne? Drugo pa je, če jih dobiš tekom redne službe oziroma šole, ne? Kar je normalno v normalni državi. Zato končno šola je, da nauči čisto, kar se je dogajalo, ne? Da ustvari neko vedenje o identiteti naroda in posameznika. To je pri nas predvsej zblojeno. Ta 10 let tako imenovane Gabrove šole, ki je bil na čelu šolskega ministrstva, prejšnji minister Slavko Gabar je zacementiralo tukaj neko stanje, ki ima katastrofalne posledice. Tudi sicer, kar se tiče aktualnega stanja glede brezposelnosti, neustrezne izobrazbene strukture brezposelnosti, ko smo desetletja opisovali oziroma gradili, ustvarjali pogoje financiranja, so da posebno tudi opisovali za nekatere profile 10-krat več mest, kot pa jih rabimo. In ustvarjali generacije, 10,000 brezposelnih, na drugi strani pa številni tehnični poklici nimajo danes, tudi danes ne v času krize, dovolj diplomatov za te ostanke naše industrijske proizvodnje. Posledice niso samo tukaj pri zavesti, pri zgodovini, so tudi širše, zgrešenega koncepta, samega šolstva, ki se še vedno pelje in je zelo težko. So silni odpori, ko se stvar skuša spraviti na neko evropsko primerljivo raven. Seveda, bistveno lažje je potem v nek prostor, kjer pač velik del prebivalstva, pa vse več del prebivalstva, pa mlade generacije, ki nima neposredne izkušnje iz časov samosvajanja, potem nič ne ve, bistveno lažje je potem v tak prostor metati neko staro ideologijo ali pa ga polniti za nečem, kar je že zdavno preživeti. To je pa v bistvu
to je po v bistvu ključen namen. To je doseglo svoje razdiralne učinke. Recimo, mogoče en tak plastičen primer. Nekaj tednov nazaj je bila v Lipici državna proslava o vrnitvi Primorske k matični domovini. Ta dan je državni praznik od leta 2005, ko ga je uzakonila naša vlada. Eden od namenov tega dejanja takrat je bil, da Slovenijo povežemo, da damo tudi neko priznanje dejansko tistim, ki so se prvi uprli te raznorodovanji politiki italijanskega fašizma, tigru in vsem ostalim, ki so bili dolgo časa pozabljeni. Ampak ta zadnja proslava je dokazala, da se je tudi to sprevodilo v svoje nasprotje, kajti na tem plakatu, ki je bil financiran z vašim denarjem, spravi z denarjem poplačevalcev, plakat je bil rdeč, na njem je pisalo Primorska zavedno in potem so se besede končale, je bila ta rdeča zvezda, spravi Primorska zavedno rdeča. Ok, če bi to slavo organizirala Zvezo borcev ali pa neka druga civilno-družbena institucija, potem v demokratični državi, to se dogaja, tudi v Nemčiji doslavi Hitlerja, pa Castra na Kubi, ki je še živ, pa Čaušesku je v Romuniji, to demokracija tolerira. Problem pa je, ker je bila to državna proslava. Na državno proslavo ti lahko vabiš z državnimi simboli. Na Primorskem je sigurno veliko ljudi, ki se, nesporno veliko ljudi, ki se identificirajo kot z rdečo zvezdo. Hkrati tam tudi veliko ljudi, ki se s tem ne identificirajo. Veliko ljudi, ki je trpelo pod tem simbolom. Veliko ljudi, ki je moral v času komunizma zapustiti domov. In če hočeš ti delovati združevalno, potem tega ti ne moreš početi z nekim simbolom, ki deli, ki je znak delitve. Ne glede to je večinsko in manjšinsko, pa ki je znak delitve. Mi smo ravno zaradi tega sprejeli novo zastavo, nove državne simbole, grb, ki sicer strokovnjaki pravi najboljši, strokovnega vidika, ampak je pač naš, nikogar ne deli, vsak se lahko s tem identificira. Imamo nacionalno zastavo, imamo pač državno himno in to je za državne prireditve. Če pa ti na državni ravni z nekega prostora oblasti, pravzaprav prisile, na ulici so bili otroci šol, ki niso prišli sami, če sami izbirali najbolj šli na igrišče, so pregnali starši ali pa učitelji. Skratka, če ti z tega vidika potem poseduješ ljudi z simboli, ki delijo, je to zelo tako pospešno pot v propad. Še posebej v teh časih, v katerih smo to pravzaprav nikomu ne koristili. Ampak recimo 10 let nazaj to ne bi bilo možno. Pred 10 leti to ne bi bilo možno. Noben tega ne bi drznil. Danes pa to je bilo pravzaprav kao samo po sebi umevno. Pa ta zadnja proslava, ki je bila v Kočevju, ker je pisal na vabilu, ker je podpisan predsednik državnega zbora, državne institucije, da se bo proslavila 70. obletnica temeljev slovenske državnosti. Če bi pred 70 leti bili postavljeni temelji slovenske državnosti, potem je bila Slovenija 70 let samostojna. Pa na tem stavkom je pisalo, narod si bo opisal sodbo sam, tisto geslo, so jo takrat obesli iz Prešerna. 43 narod ni pisal sodbe sam, pisali so mu jo razni okupatorji, pa domača revolucija, državljanska volja, večina ljudi je trpela ali iz ene ali z druge strani in niso niti dobro vedeli. Zakaj? Vsekako si niso sami pisali sodbo v tistih časih. Približno smo si sodbo sami pisali s plebiscitom. Takrat je vsak imel lahko možnost,
da se odloči. To ni bilo leta 43, ampak je pa to leta 1200. Potem ti pa nek predsednik državnega zbora napiše neko očitno lažno vabilo. Organiziraš neke proslave, tudi polno neke totalitarne simbolike, nacionalna televizija, za katero vsak dan daste od položnici za elektriko še 12 evrov, oziroma vsak mesec. Pa še nekaj pa to prenaša in podruža ljudi mlade generacije. To pač vodi nazaj. To pač vodi nazaj in ni znak neke treznosti, ki bi v Sloveniji v tem času potrebovali. V tem veliko pišem v tem zborniku. Soočam, ko sem se soočal teh raznih pojavih, tudi že prej z tem, kako se je voda počasi grevala. Se poznate tisto, kako se žaba skuha, ne da bi ušla iz konca. Se boste žabo vrgli v okrog, poskočila ven, če bo mogla. Se boste dali prav hladno vodo in voda počasi se greva, ne bo niti opazila, kdaj bo voda prevroča. To se je dodalo to našo identiteto v zadnjih 20 letih. Ni pa to pot v pravo smer, kot že rečeno. Tisti, ki želi Sloveniji dobro, ne more vsiljevati, ne more govoriti o enotnosti in krati vsiljevati stvari, ki velijo. Še posebej je pa to nespametno, ker imamo stvari, ki nas združujejo. Plebiscit je Slovence združil, ne politiko, tiste, ki so podpisali temeljno listino, tudi plebiscit ni združil, ampak velikansko večino narod prebiva enoten. Zdaj imamo obdobje, ko smo se tudi kot narod enotno uprli agresivi jugoslovanske armade, nobene revolucije ni bilo vmes, nobene državljanske vojne, nič bratovske krvi ni bilo prelito. To so, rekel, trajne vrednote ali pa točke, ki združujejo v naši zgodovini. Okrog tega se je možno prenoti. Okrog stvari, ki so nas delile, pa zagotovo. In danes poteka tudi nekaj sestavke na to temo. Danes poteka na simbolni ravni, ta spopad med tem, kar združuje, ali pa simboli slovenske državnosti, slovenske pomladi na samosvojitve in simboli, ki smo jih ob osamosvojitvi spustili strogo. Pa jih zdaj nekateri dvigajo nazaj, stavo za stavo in grb in tako naprej, in slike in ikone. Spomni se, kako je bila prva seja, tiste demosove vlade v še stari dvorani vlade oziroma izvršnega sveta, tam bi sela še slika jugoslovanskega diktatorja na steni in je takratni predsednik vlade Lojze Peterle naročil generalnemu sekretarju vlade naj jo snama. Generalni sekretar vlade bi šel odprej. Lojze Peterle se odločil, da bo obdržal, ker pa je znal. In on rekel, ne bom. In je potem predsednik vlade sam snil tisto sliko in odnesel tega za vrata. Da je pa ni bilo na sliki, na fotografiji. In to je bilo pač bolj trajno. Tiste slike nikoli več nihče ni obesil nazaj, ne tudi ne bo, v vladnem prostoru. Je pa bila v tem storjena neka druga napaka, ki je simbolično razlaga razloge, zakaj tranzicija v Sloveniji ni uspela. Ker tisti, ki je pa rekel, da te slike ne bo smel, je postal na svoji funkciji do konca mandata tistega. Hkrati za sliko bi pač morali tudi tak ljudje v funkciji, ki se stvari drugače zasukali. V javnosti se tudi govori, da nas kradejo že 20 let. Kdo nas krade?
marsikdo, v glavnem tisti, ki so tudi že prej to počeli, to geslo 20 let, zadnjih 20 let je vse narobe, hoče v bistvu sporočiti, da je bilo prej po redu. Ker zgodovina se ni začela pred 20 leti. Pred 20 leti pa še nekaj se je rodila slovenska država, smo se osamosvojili. S to številko se hoče povedati, da so se vsi problemi začeli takrat. Sej, pravzaprav vsak dan lahko v kakšnem slovenskem časopisu preberete kakšne komentatorje, ki napišejo, želeli ste samostojno državo, želeli ste kapitalizem, zdaj pa to imate, češ, to je problem. Verjetno ni nikogar, ki je dobronamerno glasoval na plebiscitu, pa si je predstavljal, da se bodo stvari tako razvile, kot so se zdaj razvile, v smislu pač te notranje transformacije. Bo nekdo po 20 letih nazaj dvigal zastavo, ki je bila takrat sproščena, pa si noben predstavljal. Tako da ni problem v tem, da smo se osamosvojili, pa formalno demokratizirali. Problem je v tem, da Slovenija ni bila sposobna izpeljati tranzicije, da so te sile temeljne listne tako močne in tako zakorenjene, da so blokirale pravzaprav vse poskuse ilustracije, ki so izvedli vseh drugih postkomunističnih držav, in tudi normalizacijo ekonomskega sistema ne nazadnje. Slovenija ni prišlo do normalizacije ekonomskega sistema. Ključen oziroma en tak dober argument, pokazatelj tega so slovenske državne banke. Te so bile popolnoma izropane strani prejšnje oblasti od osamosvojitve. Davkoplačevalci smo jih sanirali potem v prvi polovici 90-ih let. Hkrati pa nihče, ki je te banke takrat izropal, ni bil poklican na odgovornost. Še več, vsi so v teh bankah postali, pa so šli celo na višje funkcije, kateri so šli v Banko Slovenije in so bili pol nadzorniki. In so to, kar so počeli v začetku 20 let, ponovili tudi v zadnjih letih. Še posebej v času po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, ko se ni dalo več napajati teh starih monopolov in njihovega postkomunističnega omrežja iz proračuna. Kajti za dnem vstopa v Evropsko unijo nepovratna sredstva iz proračuna raznim podjetjem in ustanovam niso bila več dovoljena, ker se smatra to za nedovoljeno državno pomoč. Praviš, vsak transfer izpoln stroge pogoje in odobrenje Evropske komisije. In zato so takrat prenesli financiranje teh monopolov, ki je bilo prej na proračunu. Bi zdaj pogledali zapisnike sej Drnovškovih vlad na vsaki seji, so razstavljali na desetine ali pa na stotine milijonov takratnih dolarjev raznim firmom, podjetjem, ustanovom, posameznikom vlade te pristojnosti. Takrat imela nihče se mi sprašval, niti nihče natančno vedel. Ko se pa to ni več dalo, je to šlo vse na banke. So se ta omrežja napajala z bank, se jih enako obvladovali in zaradi tega imamo zdaj to 90 milijardno bančno luknjo, ki bo bistveno znižala naš standard v prihodnih letih in ki bodo odplačevala še prihodne generacije. Ta ekonomski vidik zrešene tranzicije bo ostalo še zelo velike račune. Te stvari so povezane. Vsega tega, o čemer so prej govorila, do zgrešene vsebine v zgodovinskih učbenikih v šolah, to ne bilo mogoče, če ne bilo v ozadju te kapitalske moči, te tranzicijske levice, ki jo omogočila z takšnimi ali drugačnimi manipulacijami pred volitvami, po volitvah in volilnim sistemom, ki omogoča nestabilnost in rušenje pravzaprav vsake koalicije. Ta moč je omogočila
to preživetje tega. Danes so v Evropi 3 države, ki se jih uradno nekako smatra kot države, v Evropski uniji, v Evropi, se jih smatra kot tiste, kjer tranzicija ni uspela. To so Bolgarija, Romunija in Slovenija. S tem, da od teh 3 držav ima samo Slovenija negativno napoved rasti za prihodnje leta. Ekonomija, ekonomski izgledi so žal v obeh ostalih failed states, kar se tranzicije tiče, boljši. Samo v Sloveniji in Cipar imata po napovedih Mednarodnega denarnega sklada naslednje leto recesijo, se pravi, padec gospodarske rasti v Evropski uniji. In to ni zaradi takšnih drugačnih pogledov na proračun, to je zaradi teh strateških problemov, kateri sem teh par procentov, ki zmanjka pri naši rasti, v veliki meri ponikne v te kanale. Zakaj imela Slovenija v času našega mandata prvič v zgodovini uravnotežen proračun, kar pomeni, da nismo porabili več, kot smo zbrali v proračunu. Zakaj je bila gospodarska rast dokaj znatna. Zdaj govorijo, zato, ker je bilo to obdobje debelih krav. V celi Evropi to ni res. V tistem času, ko smo imeli 6% gospodarsko rast, je imela Italija 1% gospodarsko rast. To je naša soseda, ki je evroobmočje in tako dalje. Zato, ker smo pač vodili neko normalno gospodarsko politiko in ker smo vsaj del teh kanalov zaprli. Kar je prej odtekalo s proračuna, pač nas ne več odtekalo, delamo zaradi te evropske regulative, delamo zato, ker pač so bili druga vlada, nismo pa uspeli zapreti teh pipic pri komercialnih bankah, ker je to bila domena Banke Slovenije. Da sta bila gospod Kranjec in še prej Gaspari. Banka Slovenije je regulator. Zdaj govorijo, kako se je gospodarstvo zgodilo v času našega mandata. Lahko bi se še bolj ali pa manj, pa seveda vlada pri tem nima nič, ker količino denarja v toku ne uravnava vlada. Uravnava centralna banka, deloma Banka Slovenije, deloma Evropska centralna banka, vlada nima z monetarno politiko nič. Vlada je odgovorna za javni dolg, za tisto, kar gre na vas na dolgoplačevalce. Kar je pa bruto dolg, je pa seštevek celotnega dolga, ki ga imate vi kot posamezniki, če ste najeli kredit in ga zdaj odplačujete, vendar vam ta kredit ne garantira država. Oziroma sosedje in ostali so državljani. Sami ga boste morali odplačati. Enako je s krediti podjetji. Sami morajo odplačati, to ni. Vlada ne daje poročnosti. To govorim zato, ker je zanj predsednica vlade pomešala ta dva. Ti dve zadolžitvi, na tako osnovnošolskem napako. Jaz sprašujem, kako to stanje je zelo težko in vsi kot nekaj, kar se pravzaprav ne bi smelo zgoditi, kako preseči, kako vendarle najti nek optimizem. Kajti tole, kaj je zdaj, je sama žala. Glede, koliko nas je, koliko gospodnikov, tudi te stranke, da vidimo, kaj vse informacije, ki so v bistvu dezinformacije, ki so čele rešili. Vse, kar vemo, je lahko od predstavnikov naše stranke, ki pa seveda tudi ne priježdol do nas. Vse, kar pride, je preko demokracije, reporterja, vse ostalo je pač nič. Nimamo nič. In se pravi, malodušje. In mi moramo preseči, če se veseliti tega prehoda v neki boljega.
zdaj se to strinja. Ne samo dobro, mogoče v naši stranki nite to, ampak vsi tisti naši sosede, ki dobre, niso ravno podporniki stranke, vendar pravijo proti gledu. Poleg tega pa zdaj še ta ljudska stranka po svoje neki Nova Slovenija, to bi bilo vse neke svoje poti iščejo in to je za mene, recimo, vam ne moram drugače povedati, to je res podobno. Kaj bi mogoče naš predsednik lahko dal kako rajte? Ja, hvala za vprašanje. V bistvu je pač to dobra tema za nadaljevanje, oziroma za finale tega pogovora. Ne. Zdaj, lahko bi citiral to, kar piše v Premikih. Ne. In opisuje nek čas, ki ste ga tudi vi doživeli, tam nekje manj kot en mesec pred osamosvojitvijo, oziroma pred vojno. Ne. Takrat je bilo neko tako podobno stanje. Ne. Se je vleklo od tistih cincan, o katerih sem prej govoril, ne, ko se niti v Demosu ni vedlo, kaj bo in tako dalje. Časopisi so objavili ankete, v katerih ne, so začeli stvari obračati. Ne. Takratna opozicija proti Demosu je aktivno igrala na tako imenovani operetni osamosvojitvi. V tej že omenjeni beli knjigi imate polno dokumentov, ki to dokazujejo. Sestajali so se z Markovičem, takratnim predsednikom zvezne vlade, ki je kasneje ukazal napad na Slovenijo in razglabljal, kako bi preprečili dejansko osamosvojitev. Računali so na to, da bo to, da bo Slovenija razglasila samostojnost, da je pa ne bo uspela izvesti. Bivši predsednik Danilo Tirk je takrat napisal, je dal intervju za Radio Študent, ki ga je potem tako objavljal tudi delo, kjer je govoril o tem, kako je eno papirnista suverenost, druga je pa dejanska suverenost in kako se morajo Slovenci še naučiti, oziroma kako nas bodo prihodnji dnevi naučili razumeti, kakšna je ta razlika med preko papirnato in dejansko suverenost. Bilo je polno tega, ne samo pričakovanja, ampak tudi delanja proti temu, da bi osamosvojitev dejansko uspela. Verjetno se mnogi spomnite tistih dogodkov v Pekrah, ko je padla tudi prva žrtev, potem Jozef Simčik na mariborskih ulicah. Ugrabili smo poveljnika pokrajinskega štaba teritorialne obrambe in smo ravno poklicali prvo generacijo na služenje v zgodovini države, ne, na služenje vojaškega roka. Tukaj je bil prej pomladi zvoček Ziga, ne, generacija tam služila. Glejte, to takrat je bilo stanje resnejše, kot je danes. Ne, in je bilo to malodušje na nek način tudi umetno forsirano preko večine medijev, ne, tako kot danes. Pač, pa nekod so bili isti uredniki, to je z imenom pri nedeljski dnevnik, recimo neodvisno urednika, kot ga ima danes. Ali pa dnevnik večino istih ljudi, ki so takrat pozdravili, ne, jugoslovanske tanke. No, takrat je Demos na neki krizni seji v gostilni v Ljubljani neoresno razprav in veliko pravzaprav se je vse skrbelo po vzdušju. In potem pa da ideja, treba je to presekati, treba je narediti eno veliko zborovanje, kjer se pokaže odločnost, da se bo videlo navznotraj in navzven, da se ne omahuje in tako dalje. In Demos je sklical zborovanje, mislim, da je 3. juni 1991 na Kongresnem trgu, tam, kjer je bilo nekaj prej 30,000 ljudi na tistem velikem zborovanju v času procesa JVTZ. Seveda,
je opozicija takoj zagnala Viking krik, da je to provokacija, da bomo se izvali neke reakcije Beograda, nima smisla provocirati. Mediji so temu seveda pritegnili. Nacionalni radio, ki smo že takrat rekli, Radio Teheran, je par ur pred prireditvijo začel objavljati, kako so prišli do preverjenih informacij, da bo v primeru zborovanja Jugoslovanska armada intervenirala. Začeli so šeti strah med ljudmi, da ja ne bi prišli na to zborovanje. In to je delovalo. Na trgu, kjer se je prej, ko ni bilo še Demosove vlade, 2 leti zbrala 300,000 ljudi, se je 3 junija 91 zbralo kakšnih 1500 ljudi. Mi smo se rekli 3000, smo malo sebe to lažili, ampak dosti več kot 2000 jih sigurno ni bilo. Mladina je bolj objavila svoje takoj slike pa primerjave, kako je bilo 2 leti prej. Zdaj ta prazen trg, in potem je predsednik skupščine, predsednik vlade, Ivan Noman, še nekaj drugih nas je govorilo, smo v bistvu govorili tam kot na enem predvolilnem zborovanju. In to je bilo 3 tedne pred osamosvojitvijo. Potem smo šli spet tja, zdaj na prostore Nove revije v tistem zborovanju, zdaj so bili totalno obupan, če zdaj pa konc, gledajte, nič ne bo z tega, nesreča bo, spet je bilo polno predlogov, kako je treba odložiti razglasitev samostojnosti, mogoče izveščen referendum. No, tudi takrat se mi zdi, da je Jožef Pučnik zadevo obrnil. Tudi meni se je zdelo, da po vzdušju takrat že na novo spostavljeni teritorijalni obrambi, kakšnega velikega caganja vendarle ni. Tudi nekaj orožje smo ga takrat že dobili. In potem nas je nekaj prepričevalo večino, takrat v Demosu in vladi, da je vendarle treba ustrajati, da en tak dogodek ni obrnil zavesti Slovencev, ki so pač na plebiscitu glasovali, jasno, za osamosvojitev. Eni so verjeli, eni niso, stvari so šle naprej. Potem prišel 25. in 26. juni, 27. juni in skazalo se je, da vsa ta propaganda, vse to nabijanje, vse to nasprotovanje konkretnim ukrepom osamosvojitve v parlamentu, vse to strašenje z Jugoslovansko armado, to ni spremenilo nekega temeljnega premika v zavesti, ki se pri Slovencih zgodil, slovenske poglavje. Dokončno potrditev tega dejstva so bili ljudje, ki so goloroki stopili pred tanke v mnogih krajih v Sloveniji, še pred razglasitvijo v Vipavski dolini, ker je general slovenskega rodu Marjan Čart, poveljnik reškega korpusa, bil najbolj papeški od papeža in ne mogo zdržati, da bi počakal še en dan, bi že prešel na meje. Zdaj so se uprli goloroki, stavili civilne avtomobile pred tanke, metali kamenje. Skratka, so tvegali vse za to, da bi obranili plebiscitno odločitev. Mnogi, ki seveda niso prišli na zborovanje takrat. Tako da, to je ena taka izkušnja, v novejši zgodovini Slovencev vseh nas, ki kaže na to, da s propagando je pač možno doseči neke učinke, možno je preobračati stvari, možno je vplivati tudi na nek volilni rezultat in tako dalje. Nekih temeljnih stvari in vrednot pa tako na hitro čez noč samo propaganda ne obrne. In kljub temu, kar smo prej govorili, kakšne so posledice, pa če sem v šolah in tako dalje. Če bi še enkrat dejansko prišlo do nekega
Bog ne dajem. Realnega merjenja sil med Malniško deklaracijo in temeljno listino in pa med slovenskimi državnimi simboli in vsemu temu, kar temu nasprotuje. Jaz mislim, da rezultat v prid slovenske državnosti in simbolom ne bil nič dosti slabši, kot je bil. Ker je to pač nekaj trajnega. In ravno zato, ker je to tako trajno, oni potrebujejo te kapitalske in propagandne moči za vsakodnevno nabijanje in spreminjanje in sprevračanje, ker čim ta pritisk popustine se jadra spet nekako naravnajo v pravo smer, ker je to prvič nekaj normalnega, neko normalna smer, drugič pa zato, ker Slovenija, hvala Bogu, vendarle danes vpeta neko širše okolje, ki je večinoma prav naravnano. Evropska unija, NATO, da je to na te institucije z neko prireditvijo, kot je bilo v Stožicah, kjer se je pela bandera Rosa, pa Internacionala, pa komunizmu. Na te institucije s tem ne moreš vplivati. Jih tudi ne moreš nekako prepričati, da ne bodo še kar naprej posojali denar, brez tega, da se tukaj vzpostavi neko normalno stanje, ki bo garancija, da bo Slovenija denar sploh sposobna vračati. Tukaj se pol neka toleranca mehano. Pred nami so meseci, sem rekel že prej, pa in se tudi leta, ko se bodo po eni strani izstavljali računi za to, kar se je napačnega dogajalo v letošnjem, preteklem pa v prejšnjih letih, pa za zgrešeno tranzicijo. In te račune bomo plačevali vsi, odgovorni in tisti, ki so pri tem nedolžni. Nosi dolgo za nazaj razmišljal o tem, kako je volil. Ker se bo to začelo poznati, bomo treba ta denar vračati. Po drugi strani pa mislim, da se bo ta situacija pripeljala do tega, da se slovenska banka začela naravnavati v pravo smer. Za zamudo, z pomočjo ali pač pošte pritiske od zunaj, ampak se bo. Ker mi smo otok, nismo nekje sred Karibskega morja, nismo Kuba, niti Severna Koreja. In to okolje bo pač pri tem pomagalo. Na slovenski narodni značaj se je skušalo vplivati tam po drugi svetovni vojni radikalno, z vsemi možnimi prijemi, z absolutno oblastjo. Veliko škode je naredilo, nedvomno, veliko ljudi je tudi bilo izgnanih iz države in so bili zavedno izgubljeni, mnogi najboljši talenti. Ampak neke srčike nacionalne identitete se ni dalo uničiti. Absolutno se ni dalo uničiti. Pred kratkim sem bil pri Slavku Avseniku, ki ga vsi poznate, razlagal, kakšen problem je bil na začetku, ko so pač igrali in tudi pisali te narodno-zabavne skladbe, ker ni bilo nobene ideologije, se je smatralo, da to niso jih mogli razglasiti za pač neko kontrrevolucijo, ampak na liniji pa to pač ni, ker je nekaj drugega. In ko dalje in kako se je skušalo to tako drugače ovirati, kako so morali najprej zunaj uspeti, to je še doma, tako je drugače. Na koncu je to tako prodrlo, da so morali igrati celo za novo leto za jugoslovanskega maršala. So i to popularni, da si on že delal reklamo po z njim, nečem, kar so prej skušali na vsak način zatreti. Tako nekih stvari se ne da kar tako spremeniti. Skušalo se je tudi z grobnim metodami. 10 000 ljudi je bilo pregnanih, pobitih in tako naprej.
kljub temu se je neka prabitne nacije vendele ohranila in se bo ohranila tudi v okolju. Škoda je samo to, da v časih, ko je zunanje okolje naklonjeno, v časih, ko smo končno formalno sami gospodarno svoje, ko so se odprle številne razvojne možnosti, ta zgrešena tranzicija ustvarja posledice, ki jih ne bi bilo treba. Ena najbolj takšnih drastičnih posledic je to, da danes na tisoče mladih išče perspektivo zunaj Slovenije. In seveda, ob tem pa nas poslušamo, kako je razlog za to, ne vem, ravno teh zadnjih 20 let, pa to, da so se osamosvojili, pa demokratizirali, tere se nazaj nekakšen demokratični socializem, ki ga je veliko še, moram reči. Mladi iz teh ostankov demokratičnega socializma začuda bežijo v države liberalnega kapitalizma, ker ne bi bilo vse narobe, ker ne bi bil vzrok za to, kar se pri nas dogaja. Praksa bo nekaj stvari izravnala. Velika škoda je, da bomo eno evropsko povprečje na mesto drugo leto, kar bi lahko dosegli mogoče čez 10 ali pa 15 ali pa 20 let. Leta 2008 je Slovenija dosegla 91% evropskega povprečja. Italija recimo na evropsko povprečje. Naslednje leto, če bi šel razvoj normalno naprej, bi Slovenija dosegla in presegla evropsko povprečje. To so ustavili. Zdaj so ti cilji bistveno daljeni. Leta 2008 smo imeli zavrniti tujim finančnim institucijam manj kot 8 milijard evrov. Danes je ta številka 23 milijard. Brez teh 10 milijardah, ki manjkajo v banki. To se da vse zračunati na ceno položnic, ki bomo v prihodnjih letih plačevali. Dlje bo trajalo to stanje in bolj se bomo zadolževali. Smo slišali 2 dni nazaj, kako bomo dosegli velik uspeh, če se bomo sami zadolžili. Dalec smo prišli, da je to uspeh res. S tem, da se ne splača. Boljše je zaprositi za tuje pomoči in dobiti denar po 1% obrestni meri, kot pa se zadolžiti na komercialnih finančnih trgih po 7-8%. Vsak otrok zna to zračunati. Teh obresti mi nikoli ne bomo sposobni odplačati. Nikoli. Zato, da bi sposobni odplačati 8% obresti, bi morali imeti 8% gospodarsko rast. To ne bi poznali. Imamo pa napoved recesije za naslednje leto. Torej, če skrajšam, na vaše izvajanje zdaj ni možno reči, da ni tako slabo, vse je v redu. Je zelo resno. In ni vse v redu, ni pa tako usodno, kot je bilo recimo včasih, o kateri smo prej govorili. Tega smo bili popolnoma sami. Popolnoma sami. Vsi, ki so prišli, sem se rekli, nihče vas ne bo priznal, ne se osamosvajati, sami boste. Dejansko smo bili sami, sami smo se tudi obranili. Do priznanja je prišlo potem, ko smo bili de facto suvereni na svojem ozemlju, ko tukaj ni bilo nobene sovražne vojske, ko smo svoj narod natisnili, ko smo vzpostavili novo slovensko državo, šele potem je prišlo priznanje. Je tokrat, hvala Bogu, je znanje okolje bolj naklonjeno. To, kar bodo nekateri razglašali za pritiske in nesprejemljive pogoje, bi tak morali mi že sami narediti. Mogoče na nekoliko mekejši način. Če ti nekaj diktiraš drugemu, si lahko vedno bolj ostrne.
in brezkompromisen, kot če to diktira sebi. Tako je vedno bilo. V tem primeru bo to večinoma dobrodošla pomoč. Po mojem roku pol leta bo stvari začele premikati. Žal ne zaradi tega, ker se sam ni znali vzeti v roke do konca, ker ne bodo pri tem drugih pomagali, tudi to je boljše, da se stane nadaljuje. Kar se tiče pa, gledajte, postanke, ki jo volim, ker mnogi člani ste tukaj, kljub vsemu, kar se je dogajalo, ne samo zadnje leto, ampak tudi vseh 20 let, 22, 24 let, odkar obstajamo, kljub silnim naporom, ki so jih vložili, silnim milijonom, ki so jih potrošili za to, da se nas omeji, uniči in podali. Glejte, raziskave javnega mnenja, so v časopisih, kjer si včasih krajše priznajo, ne samo jezik, še ki drugega. To je tudi kaj dobrega zapisati za nas. Smo vsake tog časa objaviti raziskavo, ker imamo pač kljub vsemu najvišjo podporo. Kar pomeni, da če ljudi v normalnem okolju, bo tokrat dvakrat priti. To normalno okolje bo tudi enkrat prišlo. Propaganda tega ne bo nikoli priznala, praktika bo prav, bom rekel, dokazala, kdo je imel prav.